Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zadnjega oktobra, natančneje na noč čarovnic in dan reformacije, torej 31. oktober, nastopi polna luna. In če želite, da se torej iz vašega življenja poslovi vse, kar vas ovira, potem naredite tale ritual. To za me nekaj prvič delala. Napišete torej na list papirja seznam vsega, česar nočete več v svojem življenju in kar vam v bistvu preprečuje, da bi živeli v miru, recimo dolgovi, pa kakšni prepiri s sorodniki, zavist, ljubosumje, kakšni nezaželeni oboževalci, če jih imate in vas motijo, ali pa bivšega moža, pa tako naprej, ne? Zakaj pa ne? V glavnem ta seznam potem takole sežgete, ne? Matej zdaj že gleda, joj, Neža, kož zakurla studio. Ne znam, jaz ne znam kurt, kar je dober, ne? To je, se vidi, da nimam izkušenj z ognjem, ne? Torej, ja, tale papir potem takole sežgete. Mami! Matej, v redu, ne? Sem to laično v redu naredila. Ok, pa posodica je pa Mateja manj zraven. Torej, zunaj morate to sežgati in potem pustite v bistvu, da veter odnese ta pepel in s tem vsi ti problemi grejo stran. Ogenj namreč simbolizira nov začetek, je pa tudi res, da z njim, razen seveda za takšne nadzorovane obrede, pa še zraven sem imela zdajle Mateja, resnično nočemo imeti opravka, ne? Če pa že slučajno iz kakršnega koli razloga pride do vžiga, pa je seveda pametno vedeti, kako ogenj najhitreje pogasiti. In meseca oktobra, ki je seveda tudi mesec požarne varnosti, vas bomo naučili, kako ustrezno ravnati torej v primeru požara in z mano je torej Matej Škerbič, direktor podjetja Bompet. Matej, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Torej, za začetek, ne, čist ena taka banalna stvar. Kaj ponavadi najbolj pogost razlog, da sploh pride do požara? Človeška malomarnost. Ja? Ja, v bistvu v primeru, če kaj kuhamo in se največkrat pozabimo na štedilniku in v tem primeru, tudi glede na čas, ki ga živimo, telefon in se v trenutku pozabi, lahko pride do samovžiga in največkrat imajo problemi glih v kuhinjah. Samo en primer. Samo v lanskem letu je bilo posredovanje gasilcev zaradi gašenja v kuhinjah čez 1000 komadov. Wow. So mogli priti intervencija, ampak obstajajo pa tudi proizvodi, ki lahko te zadeve, bi rekel, relativno hitro in enostavno rešijo. Vendar, še tako, kot smo povedali, največkrat pride požara zaradi človekove malomarnosti. Drugi, najbolj pogosti primer je pa lahko, kar bi rekel, koš za smeti. Če se ogorki cigaretni ne ugasnejo, se vrže v koš zaradi vseh stvari, ki jih imamo, papir in vseh teh zadev, prije ponovno do požara. In je spet problem, če nimamo pri roki eno priročno gasilo, kjer nam bi to uspešno pogasilo. Zdaj, Matej, vi torej prihajate iz podjetja, kjer imate eno zelo fajn zadevo, ker bodimo realni. Tiskamo mi v blokih. Jaz ne samo, da ne bi znala tišče stropa dol vzeti, sploh ne vem, kaj bi z ono mašino delala, ne? Vi imate pa nekaj zelo enostavnega, torej za uporabo, ki jo lahko vsak doma uporablja. Ne več teh stvari, ampak ena je prav taka za nas laike, ki še zakurimo, kaj je zelo težko, a ne? Kaj še bi pogasili? Je tako? Ja, potem bi jaz najlažje predstavil prvi naš proizvod, to je gasilni sprej, ki ni treba imeti ne vem kakšnega tehničnega znanja kot pri prenosnem gasilnem aparatu. Dejansko ta folija se odpre, v primeru, kjer gori, špricnete, toliko, da zadeva ni pogašena. Ko je zadeva pogašena, ste zadevo uredili s tem, da je dosti lažje za obravnavo kot 2- ali pa 6-kilski gasilni aparat. To dejansko lahko tudi otrok uporabi v primeru pažebljenja? Ja, tudi mi smo delali tudi par primerov in mislim, da bi se lahko čisto vsak otrok lahko pride na ta sprej in ga uporabi v primeru požara. Ima tudi curk približno, ima tudi 2-3 metra, to pomeni, da se ni treba čisto fizično približati do ognja in počakamo, da je požar pogašen, ob tem, da ta sprej je namenjen za večkratno uporabo. To pomeni, če vam je enkrat pogasil, ni potrebno, če je še kar noter tekočina, ni potrebno, da kupimo novega, ampak dokler ga ne uporabimo do kraja, lahko uporabljamo gasilni sprej. Matej, zdaj pa jaz laično, ne vem, ko sem gledala kakšne filme, pa so gasilci prišli, pa pol vse bilo, pa je bilo stanovanje praktično katastrofalno uničeno, ne, lahko rečemo. Ja, kaj pa tele stvari, ki so noter? Ja, bom rekel, to so vse te naše tekočina, ki je v vseh naših proizvodih, ki bom danes predstavil, ni prvo kot ni oporečna za človeka, kaj to pomeni, da ni oporečna ne za živali, ne za okolje, kot drugo je pa, bi rekel, biorazgradljiva, tako da nima potrebno po nekih, da bi bila tu ne vem kakšna kemikalija, ki se ne bi smela uporabljati. Vsi naši proizvodi imajo kemikalije, ki se uporabljajo tudi v prehrambeni industriji. Pa to v bistvu nobene škode ni, torej če se že kaj zgodi? Bom rekel, tiste dodatne škode, tisto, kar je bilo že prej fizično poškodovano od požara, je bilo pa od požara, da bi vam pa dodatno škodo naredili, pa tega ni, zaradi tega, ker so
to zelo majhne količine tega medija in uspešno pogasijo. Kot ste vi sami rekli, če pridejo pa zdaj gasilci, uporabljajo vodo, so pa post festum sekundarna škoda lahko večja kot sama zaradi požara. Kaj pa, če nas ni doma, Matej? No, če nas pa ni doma, imamo pa v bistvu mi eno čudovit avtomatsko gasilno sredstvo, to je avtomatska ampola, isto v bistvu se imenuje Bompet, in to je v bistvu ampola, ki se aktivira brez prisotnosti človeka. In zdaj bom spet dal en poudarek na kuhinje, ker bom rekel, takrat, ko nas ni doma, razen če bomo mi pustili kako aparaturo odprto, bo zelo težko prišlo do požara. Recimo, če bi zdaj pustili kako televizijo ali pa računalnik. Največkrat pride v gospodinjstvo požara glih v kuhinjah. In to je ampola, ki se montira pod kuhinjsko napo in ko se samo olje ali karkoli pač ti zasmodi, ko se ampola segreje tekočina na 90 stopinj Celzija, ta ampola tega ne more več, se avtomatično eksplodira, pade v prostor in momentalno tam pogasi požar. Ob tega, da se naredi še en tak film, kjer preprečuje ponovni vžig. To je pa res znanstveno zelo napredno. Tako, to je kot prva. Kot druga je 10 let stroška vzdrževanja z njem nima, zaradi tega, ker je to v stekleni ampuli in dejansko nima nobenega drugega vpliva, ne rabi ne elektriko, edino kar je, rabi temperaturo za aktivacijo. Temperatura pa pride, kadar olje gorimo zelo hitro do visoke temperature. In tudi jaz bi to malo poudaril zdaj, ko trenutno zaradi tele korone zelo veliko ljudi dela od doma. Ampak zdaj, ko delaš ti od doma, je to en tudi plus, lahko delaš še kakšne druge stvari. Ampak je pa res, da telefon zazvoni, računalnik, so te zadeve, ki vas lahko obremenjujejo v trenutku, vi pozabite, da ste tam pečete šnicl, karkoli se počne. In v takem primeru je ena ampola čudovito preventivno gasilno sredstvo, ob tem, da je še popust pri zavarovalnicah v višini 5%, če uporabljate našo ampulo. To pomeni, da za dobo 10 let za vsak dobite 5% popusta pri zavarovalnici. No, super. Kaj pa recimo, da nismo ustrezno pripravljeni, doma nimamo teh stvari, recimo te čudovite ampule, v kolkem času se pa požar razširi, torej od začetka pa do onega ful, ki nam v bistvu gre vse v franže? Ja, bom rekel kar relativno hitro, in zdaj, v bistvu, kjera gorljiva snov nam gori, tako hitro se tudi požar lahko širi, vendar problem je tudi, da požar tudi deva zelo velik dim. In s tem, ko se ustvarja dim, je tudi problem, kar se tiče naših dihal. Zato dejansko v primeru, ko pride do požara, jaz priporočam, če nimate ustreznega gasila, da se takoj pokliče ustrezno službo, gasilno službo in proba, če se najde kak gasilnik, se naj proba gasiti, če pa ne, se pa gasilno. V primeru pa, če sami pogasite, je pa treba zmeraj potem prostora vsa odpreti okna, prezračiti in ne glede na vse to, še vseeno poslušati gasilno službo, da vidimo, da se prepričamo, da še kot kaj ne gori. In to je zdaj ta poglavitni del. Če pa druge možnosti ni, je pa dejansko, če pa druge možnosti ni, jaz pravim še vse najbolj nujno so, da vi pokličete gasilsko družbo. Mislim, da pridejo na sami lico mesta in vam pomagajo pogasiti požar. Kaj pa ne, kot otroci smo vedno poslušali, pogasiš z vodo, pa tako naprej. Kaj je s to vodo? Ni to čist najbolj pametna izbira, Jaz vam zdaj tako rekel, v nekaterih požarih je voda pozitivna, v nekaterih vam pa lahko naredi še celo večje probleme. Če boste vi imeli, če vam bo zagorel olje in če boste v bistvu dali en kozarc vode, se bo naredila v bistvu parno ognjena reakcija in bo kar naenkrat pol, zaradi tega, ker pride do temperaturne razlike, bo kar naenkrat pol kuhne v ognju in s tem boste imeli pa trikrat večje probleme. Tako, če bi rešvali samo, bi rekel, štedilnik, boste mogli pa pol rešvati celo kuhno ali pa že kar celo stanovanje, če bo se ta zadeva naprej razširila. Zato to ste zelo fajn poudarili, voda pa olje nikoli ne greta skupaj. Že bi rekel, v sami kulinariki ni, kje pa še takrat, ko je požar. Kaj bi pravzaprav otrokom svetovali, starši recimo? Kaj so tiste stvari, ki so pri požaru zelo pomembne, pa mogoče so napačne, tako kot ta z vodo? Je še kaj takega pomembnega, da morajo otroci v bistvu vedeti? Ja, pomembno je zdaj vse posod tam, kjer se v bistvu igramo na štedilniku za kakšnimi odprtimi ognjimi, da se dejansko, da smo zelo dosledni, ko končamo ali kuhanje ali vse to, da se vse aparature pogašajo. Da se pogleda tudi, kako smo že prej omenili, tam, kjer je koš za smeti, če so slučajni kaki ogorki. Probamo vse te situacije, ki se nam lahko
ki se lahko pripotijo, probati čim bolj izolučiti. In tudi v tem primeru, da recimo tudi šibica ali pa firecajk ali pa bi rekel vse te zadeve otroku, ki je premejhen, ki tega ne bo razumel, da se odstrani. Ker kaj je največ problem, kadar pride okoli do požara, rata panika. Res je, ja. Ne? In takrat človek ne veš, kako bo odreagiral. Če je le mogoče, probamo preprečiti, da do požara ne pride. Če pa pride do požara, ali z našimi sredstvi in podobnimi sredstvi probati požar pogasiti, vendar ne glede na vse to prvo opozorilo gasilcev, kot pa drugo, če pa požar pogašen, pa pol čim prej, da preventiliramo prostor, da ne bi imeli problemi z našimi dihalnimi. Zračenje je izjemno pomembno. Tako. Matej, kaj pa recimo, če se jaz odločim, da hočem imeti nek prenosni aparat? A so samo taki veliki in kako se iz tega naučim rokovanja s tem? Glejte, na našem obstaja tudi dvokilski gasilni aparat, ta je 6-kilski, ampak zaradi tega, ker nismo imeli tukaj pleca vse dati, jaz bom tako rekel, v bistvu vsak gasilnik ima napisan, kako se kar more po slovenski zakonodaji, kako se uporablja z njim. Okay. In če je takrat čas, se je treba malo prebrati navodila. Ampak v oni paniki, ne? Je to ja, problem? ampak tukaj imate v bistvu 3 točke. Kaj je najbolj važno, ne? Dejansko zmeraj je treba izvedeti varovalo, ne? Ker ta varovalo preprečuje dejansko, da ne bi prišli do same aktivacije in če tega varovala ne boste izvlekli, ste lahko še tukaj močni, pa ne boste pritisnili. Potem je kot druga stvar, da dejansko tu je malo večji gasilnik, ki ima v bistvu razpršilec, nekateri malo manjši gasilniki imajo pa razpršilec že tle gor. Potem pa probati v smer ognja, ne se približati zdaj, ker ponavadi se tudi vzdaja temperatura. Ne se prvo v štartu približati takoj ognju, probati malo dalje, ko vidite, da ogenj poneha, se pa približevati. Taktika, ja. Okay. No, sej bom rekel, sej najbrž v ogromnih podjetjih imajo ta izobraževanje, kako se sami zadevi prestopi, ampak tako, kot smo takrat povedali, še najbolj važno je pa, da je gasilnik izpraven in pa, da je v bistvu servisiran. Ker če imate vi vsak gasilnik tudi tisti, sprej pa ampula ne podvrže pod nobenem servisom, vsi ostali gasilniki nad 2 kile pa podvržejo po EN3 standardu, to so evropske standardi, pa podvržejo servisiranje. In na prve 2 leta ni nič, potem pa na vsako leto mora priti nekdo, ki ga pregleda, ali pa če ga vi peljete v gasilski zavod. Večinoma gasilski zavodi so pooblaščeni serviserji, so pa tudi drugi, kjer se jih pa lahko najde na internetu. In če gasilnik ni izpraven, ti imaš lahko še najboljši medij za gasiti, on ne bo delal in potem bo samo še večja panika. Okay. Zdaj v blokih imamo take velike, ne? Tako. Ampak mene zdaj zanima recimo za domačo uporabo. Kaj bolj priporočate, Matej, oziroma kje so tiste prednosti oziroma slabosti recimo tega, ki ga držimo v roki ali pa onega mini prenosnika, kaj je 2 kili? Že vsebnost, kaj je notri je verjetno? Bom rekel, zdaj v bistvu ne, ker tudi naše z našo tekočino obstaja, to je malo različni, ker to je vse posod, ali v ampuli, ali v spreju, ali v vseh teh zadevih, ki tle vidimo, uporabljamo mi isti medij. Mi pa poznamo tudi prah, mi poznamo tudi druga penila, ki so pa zdaj v bistvu nekatera so bolj primerna za ena gasila, za druga gasila. In tle so pa lahko tudi mi povemo, da imamo mi univerzalno gasilo, ki gasi vse požare. To so trdne snovi, B so vnetljive tekočine. Kaj pa najbolj pomembno, so pa tja maščobe. To se je v bistvu reče kvalifikacija F, FET. Bi rekel, in tu pa marsikateri gasilnik ni sposoben gasiti in tudi tiste, ki jih imamo mi največkrat na hodnikih, so večinoma prah, ki so sposobni samo trdne snovi pa vnetljive tekočine gasiti, ne pa posebej olja. In za tega bi jaz rekel, za gospodinjstvo je sigurno najbolj primeren ali naš 2-kilski gasilnik ali pa celo ta 6 deci sprej, ker je lažje za rokovanje. Je pa zdaj spet, tu moramo poudariti, dokuk razvoj ognja prijemo. Ponavadi mi zmeraj gasimo začetno požara. Zdaj, če bo pa požar bolj, bom rekel, že bolj razvit, boste rabili pa 6-kilski gasilnik, če ne že kar gasilce. To je pa zdaj odvisno od kam pride. Zato je največja preventiva, da če bi bilo le avtomatsko in da pristopimo v gašenju takoj, ko ga vidimo, ne pa da se čaka, ker ogenj se zelo hitro razvija. Jaz sem težko zdaj časovno, ko ste me vprašali, povem, odvisno kaj zdaj gori, ali gori trdna, ali gori vnetljive tekočine, ali gori res. To je odvisno, ampak če so vnetljive tekočine, je zelo hiter, lahko zelo velika temperatura. Olja pa nasplošno devajo velika temperatura. Če bencin gori pri 55 stopinj Celzija, olje rab 380 stopinj Celzija, ampak ga je pa pol tudi 3-krat težje pogasiti zaradi tega. In morajo biti ustrezna gasila, ne. Zato jaz pravim, da v gospodinjstvu bi rekel,
je en naših medijev sigurno najboljši, ki se uporablja, ker gasi vse tipe požara, kot sem prej povedal, A, B in F. Okay. Zdaj prihaja seveda tisti čudovit decembrski čas in vzdušje, ne? Smrekce in pogosto tudi žal kratki stiki. Ne? Tako. Kaj pa tukaj priporočate? V bistvu, ko se lahko na nek način zaščitimo? Kaj imamo kar en tale sprej, ki je v bližini? Kaj pa če nas Lejte, jaz bom zdaj nekaj smešnega vam povedal, ampak včasih je bilo bolj primere, ko še niso imeli tudi teh lučk, so uporabljali sveče in je bilo tega še bolj prepogosto. Najboljša rešitev je, če je le mogoče tukaj velik ogenj, da se čez ogenj vrže. Okay. To je najboljša, če bi bila že preveč razvita, ker druge možnosti ni. Drugače pa se uporablja ali gasilni sprej ali pa klasični gasilni aparat in se proba požar pogasiti. Dejstvo je pa tudi, da tudi nekaj bi apeliral, če že kupujete lučke, ne kupujte te, ko so preveč poceni, zaradi tega, ker te niso atestirane. Pri atestiranih lučkih ponavadi do tega več ne prihaja. Atestirano. Zato, ker mora ostati vsak dejansko mora dati ta proceduro po Evropski uniji. Imaš pa razno v bistvu robo, ki je malo cenejša iz drugih, bi rekel, vzhodnih dežel, ki pa ni rečen, da imajo te ateste in tam pa lahko pride do problemov. Tako kot sem rekel, če je to majhni požar, se uporabljajo gasilna sredstva, ali na sprej, ali gasilnik, ali dvokilski gasilnik. Če je pa ta zadeva zelo velika, se pa ne vzamejo rokavice, pa se ne tudi vrže čez okno, če je to mogoče. Če pa ni mogoče, se bomo mogli pa tako in tako gasilci posredovati. Okay. Ja, super ste to povedal. Sam hitro bi še vprašala, kaj pa je tista tamle bučka na koncu, tam je luškana? Opa, saj imam se tole. Tole je pa v bistvu, to je pa 12 kil našega gasila noter in to je pa v bistvu za kakšne kurilnice, bi rekel, tu je bolj se tudi uporablja industriji. Tle je v bistvu ena taka šobica, ki se aktivira od 50 stopinj, odvisno kaj se ščiti, in ko se ta šobica aktivira, je to kot v bistvu en gasilnik, ki avtomatično 12 litrov tekočine spusti v prostor. To, če se bi vam pa zagorelo v kurilnici ali pa kjer v garaži, kjer so večje, ali pa če imate kakšna skladišča, olj ali pa kje, tu se pa to uporablja, je bolj za industrijo, ampak se tudi zadnje časa, bom rekel, tudi zadnje čase ljudje za svoje račne, mejhna priročna skladišča uporabljajo. Pa za hišo verjetno. Pa za hišo, ja, za stanovanje malo težje, ampak za hišo bi pa sigurno prav pozitivno prišla tam, kjer se skladišči taka zadeve, ki lahko pride do ožiga. Še enkrat je pa najbolj pomembno, ko mi odhajamo od doma, da probamo čim manj električnih napalav pustiti požganih, priključenih, zaradi tega, ker tisti je največji problem, kjer lahko pride do požara, do trajena električna napalava ali pa kjerkoli drugega. Ja. No, zdaj bi vas pa seveda še vprašala, Matej, koliko bi mene prišlo, torej, da v stanovanju želim zagotoviti neko osnovno varnost, recimo ta sprej, pa ampulo bi se dala na napo. Cenovno, kje smo to? Ja, lejte, sprej je približno 200 evrov, plus tega, da je tako, ampule pa približno okrog 110 evrov, plus to sta oba brez davka. Tako da to ni investicija, sploh tega, da nekatere zadeve subvencionira še zavarovalnica v dobo 10 let s temi popusti. To pa mislim, da bi mogel res čisto vsak dom imeti. Hvala, Matej, seveda za tole čudovito predstavitev. Jaz upam, da seveda smo vam dali vsi skupaj zamisel, tudi jaz zdaj sem kar malo presenečena do vsemi informacijami, ki sem jih izvedla in verjamem si, da bom zdaj z ognjem rokovala veliko bolj umirjeno, pripravljeno in predvsem s pravilnimi aparati. Tako, če ste seveda slučajno zamudili oddajo, govorili smo torej o požarni varnosti in ravnanju v primeru požara, potem seveda boste brez skrbi vabljeni ste na YouTube kanal Klepet ob kavi, kjer seveda objavljamo prav vse pretekle oddaje, tam lahko najdete tudi ostale sorodne vsebine za zdrav življenjski slog. Če pa ste seveda veliko naokrog in nimate časa gledati TV posnetkov, vam pa morda prav pride tudi informacije o tem, da že nekaj časa snemamo podcast verzijo Klepeta ob kavi in enostavno seveda ga snamete na pametni telefon recimo in poslušate kjerkoli. Preverite torej klepetobkavi.si pod zavihkom podcast za še več informacij, člankov in vsebin seveda za zdravo življenje, pa v prvi vrsti klepetobkavi.si ali pa naša že vsem poznana telefonska številka 02 6200 230. Bodite in seveda ostanite zdravi.